Jaz sem Janin, tole, kar gledamo, so pa posnetki iz Santo Dominga. Že več kot 20 let me ni bilo tukaj in me je prav zanimalo, kaj se je med tem že kaj dogodilo. Malo si pogledajte, kje sem pravzaprav. In sem ugotovil, da se kaj dosti prav ni spremenilo. Še vedno je Karibska Amerika taka, kot je bila, zelo podobna kot Srednja Amerika, pa nič kaj dosti drugačna kot kakšne južnoameriške države. Imam imenitno sobo, pogledajte, kakšna je. Tamle je omara, razkošna, z ogledalom, miza, edina, ki jo imam, velika 4 kvadratnega metra. Soba je velika 2x2 metra, dobra, pa nič kaj dosti več. Imam pa televizor, kar se redko kje pripeti. V jugovzhodni Aziji se vam skoraj nikoli ne bo, razen kakšnih dragih hotelih. Imam imeniten ventilator z lampo, ki celo deluje. Včeraj sicer nekaj časa ni bilo elektrike, ampak naš hotel ima planto, kar pomeni agregat. In nekaj vsemu imel planto. Takle pogled imam ven. Tole pa moja kopalnica, celo kopalnico imam. Razkošje, kot ga redko kdaj vidiš. Voda teče, ne boste verjeli. Žajfa, ki sem jo dobil, je najmodernejša. Nekaj takega, kot so bile tiste jelen žajfe, če slučajno kdo ve. Moja stara mama je z njimi prala. Moja mama je potem tudi hotela, pa se jih pri nas ni več dobila in potem smo jih dobili v Trstu na Ponterosu. Tuš je predvsem modern, veliko bolj kot sicer v Srednji Ameriki. Ponavadi imaš tam na tušu tisti grelec, ki ga bom enkrat drugič pokazal, kako izgleda. Tuš čisto soliden, moram reči. WC, in to ne čučavac, ta prav WC. Postla, če v redu zame, jasno, ne, koliko je visok, kakšnih 1,20 m ali nekaj takega. Vrata, pač tukaj skozi ne morem, ne da bi jih zaprl. Imam hladilnik, ne boste verjeli. In noter imam eno Coca-Colo pa eno vodo in celo deluje. Presenetljiva zadeva, sploh nisem pričakoval, ker ponavadi v takih hotelih tudi, če je kaj, tisto ne deluje. Vtičnice so silno imenitne, ameriške, ki jih sovražim iz dna duše, ker vsakokrat, ko vtakneš noter, še isti trenutek pade ven, samo če malo no zdaj pa noče pasti ven. Ampak verjemte mi, da skoraj vedno pade ven. In tukaj prav kar nekaj polnim in sem moral tale adapter vtakniti v čevelj. Aha, se že nekaj bliska. Sicer ne bi delovalo, ker bi se tole tako izpulilo. Ventilator ima 3 brzine, kar je tudi v redu. Skratka, čeprav je precej basic, sploh ni to grozno slabo. Živo, še celo balkon imam, ne boste verjeli. Poglejte malo naokrog, vidite, da imam silno imenitno ograjo, ker pač Santo Domingo in sploh po celi državi ne zaupajo kaj dosti svojim sodržavljanom. Tukaj le tik zraven mene je ena prav lepa napeljala, verjetno bi me do smrti streslo, če bi se jo dotaknil. Luč, in če pogledate sosedne hiše, tudi tam je vse zamreženo z debelimi žicami. Gremo pogledati še malo naokrog, po tem balkonu se lahko sprehajam mirno. No, tole je pa sosedna ulica, po klancu je treba gor do nas. Nekateri imajo tudi terase, balkone, ki so zaščiteni z debelimi mrežami. In park. Imam prav srečo, prvič ima moj hotel okno, kar je redko kdaj pravzaprav se to zgodi. Tukaj je pa nekakšna historična znamenitost. Smo namreč v centru stare historičnega Santo Dominga in tole so verjetno gradili še Španci tam nekje v 16. stoletju ali pa kaj takega. Rastline so tropske, pri nas je zdaj zima in imate vi verjetno temperaturo tam nekje okrog 5 stopinj. No, tukaj je zdaj postaja malo vroče. Zdaj je nekaj čez 20, potem popoldne bo prišlo okrog 30. Vse ulice, čeprav smo v centru mesta, so zelo ozke in včeraj sem se malo fjakal naokoli z različnimi domačini, pa sem ugotovil, da je marsikje prav problem kamorkoli priti.
ker so stalno neki zastoji in stalno se nekoga čaka. Tale moja mreža se sicer da zapreti, ampak ne pa zariglati, ker nimam ključavnice, jer še ne bom nabavil, ker je veliko bolj varno, da tale vrata zapreš in ta se pa dajo zakleniti in potem imaš nekaj časa mir. Prejšnjič so mi v Dominikani ukradli skupaj en precej drag fotoaparat, pa eno še dražjo videokamero. No, trkajmo na leske, evo ga, da se letos to ne bo zgodilo.